V Pomurskem muzeju Murska Sobota je odprta gostujoča razstava Rdeča armada v Prekmurju, ki jo je leta 2023 pripravil Mark Kren. Razstava je sedaj dopolnjena z gradivom Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije iz Ljubljane ter Parka vojaške zgodovine Pivka. Razstava prikazuje zgodovinske fotografije, ki upodabljajo dogodke in ljudi iz obdobja osvoboditve ter zapise in predmete, med njimi osebne predmete, orožje in vojaška vozila, ki so zaznamovali to obdobje. O ozadju nastanka razstave je več povedal Boris Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Kot je povedal direktor Hajdinjak, je bil povod za ustvarjanje razstave zelo oseben. V nadaljevanju poglejmo, zakaj. Moj oče je bil leta 1945, ko je Sovjetska rdeča armada prišla v Prekmurje, star 5 let in pol, in je imel spomine na prihod te vojske. In zdi se mi, da ko sem bil prvič kot otrok v Prekmurju, mi je to razlagal in po mojem je to pravzaprav bil prvi stik z drugo svetovno vojno. Seveda posredno, jaz sem rojen po vojni, mogoče pred vojno, ampak zato bi lahko očividec tega. Zdelo se mi je pa seveda več čas tudi zelo pomembno, ko sem postal zgodovinar, pa vem zelo dobro tudi to, da je recimo ta največja armada vseh časov, sovjetska armada v drugi svetovni vojni, nekako spregledana, ni dovolj poudarjeno, če samo nekem Prekmurju je bilo. Mislim, to je zelo velika zgodba na splošno in tudi v Prekmurju je zelo pomembno. Drugi motiv, jaz sem sicer sorodnik od Alojza Žbila, pokojnega fotografa iz Sotine, verjetno prvega na Goričkem pred drugo svetovno vojno. Foto je bilo njegov zdevek, tako se ga tudi jaz spomnim. In on je med drugo svetovno vojno fotografiral vse vojske, ki so šle skozi Prekmurje v Sotino Sredico. No in konkretno, zdi se mi, da se spomnim, da je v tem pripovedoval in da te fotografije, ki so deloma tudi tukaj razstavljene, to pa zaradi tega, ker je sin od Alojza Žbila starejšega, Alojz Žbil mlajši te fotografije ohranil, in pa Mark Kren, zelo sposoben in zelo pomemben zbiralec fotografske zgodovine in gradiva, iz Prekmurja tudi redil. Tako da recimo brez Markove pomoči seveda te razstave tudi ne bi bilo. Teda pokrilo se je več motivov, ampak potem seveda je moralo biti tudi to, da je Mednarodni raziskovalni center za drugo svetovno vojno Zmelje v Mariboru se odločil, da leta 2023 pripravijo neko uvodno srečanje, takrat je prvi del razstave nastal. Letos se pa potem smo to nadgradili, tudi z gostovanjem v Pomurskem muzeju Murska Sobota in pa dodali gradivo še 2 ustanov, in sicer Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije iz Ljubljane in pa Parka vojaške zgodovine iz Pivke. Poleg že omenjenega Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno, poleg omenjenega Marka Krena, poleg že omenjenih institucij Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije iz Ljubljane in pa Parka vojaške zgodovine iz Pivke, že z začetka bila Sinagoga Maribor, kar pomeni, da seveda, ker se mi ukvarjamo z judovsko preteklostjo, ni šlo zgolj samo za da se nas to zanimam, ampak sem konkretno že takrat leta 2023 raziskal in prikazal na 2 primerih usodo 2 sovjetskih vojakov, ki sta bila Juda in sta padla v Prekmurju. Tretji začetni partner je Alma Mater Europaea, Mariborska privatna univerza, in kot rečeno, tem 3 se torej zdaj za to zadevo še priključijo še te že omenjene institucije in pa na koncu tudi Pomurski muzej Murska Sobota. Kot je ob tem povedal direktor Hajdinjak, je v uvodnem delu panoja razstave predstavljen portret 3 pripadnikov Rdeče armade, predvidoma iz sestave 320. strelske divizije, 37. strelskega korpusa 27. armade v prvih dneh aprila leta 1945. Na začetku aprila, namreč ponovadi se ponavlja sicer, da je bila na območju Prekmurja 57. sovjetska armada, pa ni čisto prav. Na območju Prekmurja sta bila krajši ali daljši čas 2 sovjetske armade. Najprej v prvih dneh aprila 27. sovjetska armada, no in to konkretno so zagotovo torej vojaki te 27. sovjetske armade, pol jih je pa zamenjala 57. sovjetska armada, ki je potem ostala do konca. Torej, že zaradi tega, armada, to je velika vojaška formacija, smemo pravičeno sklepati, da je bilo krajši ali daljši čas na območju Prekmurja okrog 60.000 sovjetskih vojakov. In jaz mislim, da je bilo partizanov leta 145 slovenskih vsega skupaj 20.000, torej v celi Sloveniji. Zdaj si morate predstavljati, da je torej samo v Prekmurju bilo krajši ali daljši čas 60.000 sovjetskih vojakov, in to samo po sebi govori, kot sem že povedal, da gre za največjo vojsko vseh časov. Zdaj, tu konkretno ta fotografija, ki je seveda izjemno kakovostna, ker je bil profesionalni fotograf, je dobra, že zaradi tega, ker se zelo natančno vidijo detajli uniforme, opreme,
Če pogledamo, recimo, ne, niti podrazne niso enako oblečeni, čeprav so iste vojske, ampak to je zelo tipično. Ne. Na fronti so vojaki se pač oblačili, spreminjali obleko, pač odvisno od potreb. Tudi oborožitve nimajo enotne. Zdaj, levi in desni vojaki imata najbolj znano sovjetsko pehotno orožje z druge strani vojne, to je znameniti avtomat Špagin, prepoznavni po tem velikem okrožnem šaržerju, torej vseh teh znanih fotografijah iz vzhodne fronte, običajno tale. Medtem ko pa Ivan Poveljnik, ki je na sredi, ima pa konkretno lažjo obliko, cenejša tudi, ne, iz leta 1943 in tudi potem v bistvu drugačna oblika šaržerja. Detalj, oba dva oficirja, ta navadni vojak, ta oficir, imata za pasom trofejne primere pištol. Ne, in v obeh primerih gre za pač nekaj, kar sta vzela. Tu je zelo prepoznavna nemška pištola Luger, medtem ko pa tista ročna bomba, ki ima ta levi vojak, je pa madžarska. Zdaj je spet čist tipična, ne, torej ni montirana, ne, tako so izgledali vojaki na fronti. Ne. Pač odvisno od razmer, upravljali so pač vso opremo, ki so imeli na razpolago. Ne. V naslednjem panoju razstave je predstavljen počasnik 27. armade. Naslednji pano govori o torej fotografijah, ki jih je Mark Kren identificiral, da so torej pripadniki 27. armade. To gre za enega izmed podčasnikov. Tudi recimo vidi se odlikovanja, recimo uniforma. Ne. Še posebej zanimiva pa spet ta fotografija, ki je tudi posnel že omenjeni Alojz Žbulj. Sodeč po činu, ne, pa tudi po izročilu, ne, ki se je ohranilo po tej fotografiji, je na tej fotografiji general. Zdaj, general je vsaki vojski visokih čin. No in katera enota, kdo je točno to bil, ne? Ker zdaj konec koncev 100 generalov pa tudi ni bilo, ne? Na Prekmurju, ne? Zaenkrat še nismo gotovili, ampak zelo dobra verjetnost, da se bo prej slej, ker pač teh generalov ni bilo toliko, se to gotovi. Torej vidimo potem njegove pač verjetno varnostnike, to so navadni vojaki. Zanimivo, ne? Dobršen delež Rdeče armade so bile ženske, kar nekaj okrog več kot 5%, ne? Ki niso nujno imeli pač običajno ženski vlog kot recimo tajnica ali pa kaj takega, ampak so dejansko so vojaške informacije. Ampak mogoče najbolj zanimiv detalj pri tem je, da vsi ti vojaki sedijo v ameriškem džipu. Zakaj je to seveda pomembno? Sovjetska armada je bila ogromna. Torej, v celotni drugi svetovni vojni je bilo v sovjetski Rdeči armadi okrog 34,5 milijonov vojakov. Niso bili vsi naenkrat. 13,5 milijonov jih je umrlo, padlo v ujetništvu, umrlo in podobno. Ne? Konkretno recimo v času, ko so bile te vojaške operacije, v Prekmurju je bilo v tistem trenutku, ne, torej na vseh frontah proti nacistični Nemčiji okrog 7 milijonov vojakov sovjetske armade. Še vedno ogromne številke, ne. Teh 6,000, ki je bilo v Prekmurju, je pravzaprav zelo majhen del tega. Ampak seveda, kaj to pomeni v praksi? Ne? Torej, Sovjetska zveza je imela očitno, ne, seveda celo vojno zelo veliko človeško silo, je pa imela primanjkljaj materialne oskrbe in od seveda 41. leta do konca druge svetovne je bila precej velika pomoč zahodnih zaveznikov, tako Velike Britanije kot ZDA, ne, in zato ni presenečen, ne, da je pač v tem primeru, ne, čeprav so to sovjetske vojake, ne, seveda sedijo pa v ameriškem džipu. Ne. V nadaljevanju Hajdinjak predstavi vojake 57. armade, ki je po prvih dneh aprila zamenjala 27. armado. Zanimiv detalj, ki je tukaj, je to, da so na tej fotografiji pripadniki 10. gardne zračno-desantne divizije. Zdaj, gardna enote so bile v sovjetski vojski med drugo svetovno vojno najbolj elitne. To ni bila vsaka enota in med drugim, ne, so pač gardne enote si ta status morale na takšen drugačen način izboriti, ker so se neki vojaške operacije izkazali in podobno. Ne. Praktične posledice tega so bile očitne, da so bile običajno boljše oskrbovane in med drugim so pač dvakratno plačo imele. Torej, sovjetski vojaki so dobivali plačo, tudi oficirji, ne, ampak recimo, če si bil gardni, tako da bo dvakratno. Zdaj, tile sicer konkretno so pripadali zračno-desantnim enotam, ter padalskem, nekaj v tem stilu, ne? Ampak nekaj do množične uporabe na sovjetski strani tega med drugo svetovno vojno ni bilo. In zato so potem bolj ali manj vse te teoretično padalske enote na koncu spremenili v navadno pehoto. Teda nikoli niso skakali v vojaške operacije, čeprav so bili usposobljeni, ampak ker so bili padalci, kar je pač ponovadi neka elita, ne? So oni brez tega, da bi se izkazali v boju, ne? Bili že gardni. Ne? No, v tem primeru to seveda tudi vidimo. Ne? Nadalje Hajdinjak govori o poročniku Rdeče armade, predvidoma o pripadniku 6. gardnega strelskega korpusa 57. armade,
konec aprila 1945 v Sotini in predvidoma o pripadnikih 32. gardne mehanizirane brigade Rdeče armade. Ti dve fotografiji sta nastali tudi verjetno v drugi polovici aprila. Sotina Sredica. Sotina je torej kraj, odkoder je omenjeni fotograf Alojz Šbil, ampak to se drži Sredice. To je pa kraj, odkoder je imel oče, oziroma s čemer pač smo najbolj neposredno povezane spomine. Zdaj, analiza uniform teh vojakov, pa je, mislim, tudi najbolj množična fotografija, ki jo imamo. Zdaj, če pogledamo detajle, vidimo, da so nekateri častniki, ker vidimo majčine, prevladujejo, seveda pač podčastniki in navadni vojaki, ampak zanimiv detajl, kot sem že prej omenil, to je bojna enota, pa je tudi ena ženska, tudi recimo konkretno. Mnogi, kot vidimo, imajo medalje, to se tudi ni dobivalo kar za vsakim vogalom, kar meni, da so ti ljudje morali nekaj konkretnega narediti. No, tisto, kar je v tem konkretnem primeru, za katero enoto bi naj šlo, detajl zanimiv je ta dva vojaka, ki imata očala. To niso samo očala, ampak zdaj seveda morate si predstavljati, v drugi svetovni vojni večina cest ni bila asfaltiranih. Kar pomeni, da če so bili kamioni in podobne zadeve, ne nujno tanki, ali kaj take, se je kadilo. In zelo verjetno, kadar vidimo vojake z očali, pomeni, da je bila neka motorizirana, mehanizirana enota. No in po podatkih mi vemo, da je bilo zagotovo, torej v zadnjih dneh aprila 1945 na območju Sredice in Sotine 36. gardijska mehanizirana brigada. Gardijska pomeni elitna, mehanizirana pomeni, da je imela vso pehoto na kamionih, ampak imela tudi tanke. Zdaj na tej fotografiji nič od tega ni vidno, ampak pravim, ta očala kaže na to, da gre za neko enoto, ki je imela, in sodeč po podatkih je morala biti ta enota. Tisto, kar je meni še posebej zanimivo, je to zaradi tega, v zadnji vidimo dve hiši, tista desna po spominu, mene zelo spominja na rojstno hišo mojega očeta, oziroma ki je pač z začetkom te zgodbe povezana. Zdaj, te hiše danes več ni, jaz se imam spomino, tudi fotografije, kot poznam družinskih albumov, recimo ne kažejo z tega kota, ampak zelo močno se mi zdi, da bi to znalo biti. Oziroma, tisti sovjetski vojaki, katerih pač meni oče prideloval, so najbrž ti, ki so tukaj na fotografiji. No in zanimiv detalj, tale tukaj, če ga pogledamo obraz, pa tukaj, čeprav ima drugačno pokrivalo, je isti. Gre za precej mladega častnika, konkretno recimo tu ima ravno označbo, da je pripadnik gardijskih enot, ima že odlikovanja, drugače pa seveda, kot rečeno, detalj, ki se je pokazal šele, ko te fotografije povečate recimo in jih v praksi vidite. Drugi del razstave prikazuje orožje in vojaška vozila. Ustanovi, ki se ukvarjata z drugo svetovno vojno, predvsem z vojaškim delom druge svetovne vojne v Sloveniji, sta seveda najpomembnejši muzej, to je Muzej novejše svetovne zgodovine v Ljubljani, z obsežnimi zbirkami, tudi orožja, in pa muzej, ki je prav specializiran za vojaško opremo v drugi svetovni vojni in sicer v vojaški zgodovini Slovenije, to je Park vojaške zgodovine v Pivki. Zdaj, prva dva panoja so konkretno ravno v osnovi te, lahko bi rekli, ikonične fotografije Porača, torej prvih sovjetskih vojakov, ki so prišli v Mursko Soboto, iz njihovih zbirk lahko oni pravzaprav prikažejo. No in značena sta prej omenjena Špagina in pa torej ta cenejši in pa pravzaprav lažji Sudin in pa že prej omenjena zaplenjena madžarska ročna bomba. In pa da ta, kar je tukaj zdaj, vidimo potem, kako izgleda to v zbirki Muzeja novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani. V nadaljevanju Hajdinjak predstavi najbolj ikonično brzostrelko Špagin z okroglim bobnom in vojaški vozili. Pa je tu predstavljena še z eno veliko rariteto. Sovjetski zveza in jugoslovanski partizani seveda so od vsega začetka imeli povezavo. Ampak šele v neki zelo pozni fazi vojne, 44 leta, je potem prišlo do dejansko konkretni, ne samo povezave v skupnem boju, recimo sovjetske in jugoslovanske enote so skupaj osvobodile Beograd, recimo, ampak tudi izdatne pomoči v vojaškem materialu. In tako da so potem nekatere enote partizanske vojske Jugoslavije v zadnji fazi bile povsem oborožene s sovjetskim orožjem. Recimo najbolj znani primer je druga tankovska brigada, ki je bila oborožena z najbolj znanim sovjetskim tankom iz druge svetovne vojne 34-85. Ampak tu je en detalj. Tukaj konkretno je, torej, kot je že rečeno, ta najbolj znana sovjetska brzostrelka Špagin, ki je osebno dobil darilo poveljnik slovenskih partizanov Franc Rozman Stane. To se tudi, ker je tu posvetilo. Namreč slovenski partizani seveda niso bili samostojni, ampak je tudi k njim, 40 leta potem prišla sovjetska vojaška misija in kot seveda pač dokaz povezave, je torej vodja misije takratnemu poveljniku slovenskih partizanov Francu Rozmanu Stanu to predal osebno brzostrelko.
Zdaj, kot je znano, Franz Rosenstein ni dočakal konca vojne. Novembra 1944 se je smrtno ponesrečil in ko je umrl, so ga pokopali z vsemi vojaškimi častmi, tako so tudi imeli pač takrat njegova odlikovanja, kasneje da bo red narodnega heroja in pa seveda, kot vidimo, tudi to brzostrelko, kot nekaj, bi rekli, ikonično, ker seveda sovjetske pomoči do slovenskih partizanov takrat ni bilo kaj dosti, ta brzostrelka pa pač je seveda imela, lahko bi rekli, celo bi rekli neki pooblaščeni status. No in glavnem, to brzostrelko so dali v grob z Francom Rosenmanom Stanetom. In leta 1949 so truplo Franca Rosenmana Staneta izkopali in ga pokopali tam, kjer še danes pokopan, v centru Ljubljane, ko je grobnica narodnih herojev. In takrat so seveda to brzostrelko ven vzeli, restaurirali, ampak takrat naprej je torej ta brzostrelka, sicer najbolj tipična sovjetska brzostrelka iz druge svetovne vojne, ki pa je bila pač nekaj čas last Franca Rosenmana Staneta, eksponat, ki ga ima Muzej novejše sodobne zgodovine Slovenije. Vojaški park Pivka je pa prispeval sicer dve fotografiji eksponatov, ki jih ima shranjen. To je že prej omenjeni najbolj znani sovjetski tank iz druge svetovne vojne, to je 34-85. No in postavlja se vprašanje, zaenkrat nismo še našli fotografije, ker bi izrecno videli sovjetske tanke aprila 1945 na območju Prekmurja, ali so dejansko bili prisotni, jaz mislim, da ja. Že prej omenjena 32. gardna mehanizirana brigada je bila mehanizirana, kar pomeni, da je imela tankovski bataljon in po podatkih, ki jih imamo, pa tudi iz te fotografije, prikazuje to isto brigado pol leta pred prihodom v Prekmurje na območju Sombora, ko je vstopala v bitko pri Batini. Batina, to je zelo velika bitka pri prečkanju Donave, če se predstavljate Vojvodine v Baranju, vidimo izrecno, da torej je bila ta vojaška formacija oborožena z temi tanki, kar pa tudi pol leta kasneje, ko so bili v Prekmurju, seveda niso imeli drugih tankov. Zdaj, ta eksponat, ki ga ima vojaški park Pivka, seveda ni zdaj tak, ki je bil v Prekmurju, ampak je isti tip. Daleč pa gre za najbolj možno tipično sovjetski tank iz druge svetovne vojne. No, tu gre pa za eno zadevo, ki je pa že malo bolj kompleksna. Samohodka ali pravilno slovensko samovozni top, SU-76M. Torej, tank pa samovozni top ali samohodka ni isto. Tank je namen spopadom med tanki tudi, recimo je bolj oklepljen in podobno. Res pa, da potem samohodke imajo doskrat večji kaliber topov, ampak tudi ta razlika. Torej, tanki so v tankovskih notah, samovozni topi so pa artilerskih notah, ampak ni bolj tipične samohodke samovoznega topa iz druge svetovne vojne kot je tale. Torej, po številu izdelanih primerkov je samo T-34-85 bil pogost, 14 000 še nekaj takega. No in to je bilo običajno orožje, ki so ga imeli tudi pehotne enote. Zdaj spet po indicih, ki jih imamo, fotografije žal nimamo, je zagotovo to orožje bilo prisotno na območju Prekmurja. Od leta 2024 ima tudi park vojaške zgodovine Pivka, torej eksponat, tako da smo lahko tudi to pokazali z slovenskega ozemlja. Kako pa je to moralo izgledati? Takrat tudi aprila 1945 pa na tej fotografiji, ki sicer ni iz Prekmurja, je sicer iz enega relativno bližjega kraja današnjemu Prekmurju v Avstriji, Kiršlak, se mu reče, je tromeja Gradiščanska, spodnja Avstrija, Štajerska. No in to je zelo blizu meje z Madžarsko in takrat, ko so pač prestopili madžarsko mejo in vstopili v Avstrijo, ta fotografija nastala, tu naj piše v ciglici Avstrija. Zdaj sicer ni kis na meji, ampak so malo igrali, ko razravno vkorakajo in tu vidimo sovjetska vojaka, ki jih pač usmerja in tu ga posadka tega samovoznega topa ga pozdravlja nazaj. Kar je pa zelo pomembno pri tej fotografiji, ne samo da nazaj prikazuje ta SU-76M, kakšni so bili v Prekmurju v tem času, ampak je detalj tudi avtor te fotografije, to je Evgenij Haldej. Evgenij Haldej je bil Jud in je bil najbolj znani sovjetski fotoreporter druge svetovne vojne. Vsaj eno fotografijo so sigurno vsi, ki so kadarkoli v druge svetovne vojni se pač karkoli pogledali, opazili. Tudi so znamita fotografija, ko sovjetski vojaki na Reichstagu v Berlinu jo zavešali rdečo zastavo. Avtor te fotografije je isti, to je Evgenij Haldej. Ampak tam je isto, torej on dejansko ni posnel tiste fotografije, ko so še bili boji, pa takoj po bojih. In ta fotografija, zdaj, ker je bil taka velika zvezda fotografska, dejansko ni nastala, ko so oni res stopili v Avstrijo, ampak so potem, ko on prišel, pač zaigrali, kot da gre. Ampak v vsakem primeru zgodovinsko zelo natančno. No in tu se tudi vidi, da to ni tank, ki vidite, da ni pokrito, da posadka je ena odprta. Ampak je to pač recimo detalj, ki seveda sodi v našo zgodbo.
Na stalni razstavi Ljudje ob Muri v Pomurskem muzeju v Murski Soboti hranijo tudi predmete, ki so bili izkopani med 17. aprilom in 30. junijem leta 1962 v Pomurju. Na naši razstavi je viden le del teh predmetov, v naši zbirki je pa okrog 50 predmetov, osebnih predmetov, vojaških predmetov, ki so nekoč pripadali rdečearmejcem. Leta 1962 je posebna komisija izvedla obsežen prekop posmrtnih ostankov in jih prenesla v skupno grobišče v Murski Soboti. Ob prekopih so zbrali številne predmete, ki so pripadali rdečearmejcem. Za katere predmete gre? Različni predmeti so. Naprimer, če govorimo o osebnih predmetih, so to različne, naprimer barvice. Naprimer, s tem lahko dokažemo oziroma predvidevamo, da so pač vojaki si z barvicami krajšali čas, ali so risali, pisali. Potem različne tudi križi so vidni. Potem najdemo v samih grobovih so bile najdene tudi različni pribori, jedilni, žlice, noži, potem tudi glavniki, škarje za osebno higieno. Potem pa imamo tudi vojaške predmete, medalje, najde se tudi pištola in pač naprimer s temi medaljami pa spet izkazujemo neko pripadnost državi oziroma identiteto prikazujejo. Imamo pa v našem muzeju tudi vprašalnike, katere je izpolnila 4-članska komisija, ki je prišla na sam izkop leta 1962 in tam v tistih vprašalnikih, nekih univerzalnih obrazcih imamo že tudi, je zapisano ime pa priimek padlega vojaka in zraven je zapisano tudi, kakšen čin je dosegel. In včasih je pa tudi ravno v teh grobovih je priložena bila tudi medalja. V Pomurju naj bi bilo pokopanih 516 padlih vojakov Rdeče armade, katerih posmrtne ostanke so leta 1962 izkopali iz začasnih grobov in prenesli v skupne grobove na pokopališču v Murski Soboti. Tedaj jih je bilo poimensko identificiranih 253. S pomočjo digitalne baze podatkov Memorial, ki je vzpostavljena pri Ministrstvu za obrambo Ruske federacije, so revidirali znane podatke in dodatno identificirali 195 padlih vojakov Rdeče armade. Trenutni poimenski seznam padlih vojakov Rdeče armade, ki so pokopani na pokopališču v Murski Soboti, obsega 448 oseb. Ob prekopih zbrane osebne predmete vojakov danes hrani Pomurski muzej Murska Sobota. Predmeti in zapisi, ki so se ohranili, pričajo o težkih časih druge svetovne vojne in o ljudeh, katerih življenja so bila prekinjena daleč od doma. Zapise prav tako hrani Pomurski muzej Murska Sobota.